Dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci, poslušalke in spoštovana publika, lepo pozdravljeni v že 21. oddaji Splet besed. Zelo me veseli, da štartamo v novi krog oddaj in danes je z mano prekmurski pesnik, tekstopisec Karel Turner. Karel, lepo pozdravljen. Pozdravljena, Urška. Vesela sem, da si se odzval, da si prišel in seveda, da lahko večer narediva v živo, tako kot se spodobi. Kako si, kaj in kaj počneš v teh časih? Zdaj trenutno ne delam nič, ne, razen pišem, drugače pa čakam, da bom šel v zasluženo penzijo. Ne. In v bistvu odkrivam, to je lepo, če imaš dosti časa zase in za moje zdaj, ne, ker sem spet v delo, v službo, v stvari. Nisem ravno se družil v kulturnih krogih, da bi to bila moja profesionalnost oziroma način življenja. Ne. Ja, saj mislim, da vsi pesniki nekako vedno čakamo, da bo prišel ta čas, ko bomo lahko v miru sedeli in pisali. In kaj pa recimo, kako je pa z, ne vem, kako se reče, z inspiracijo? Se pravi, ko imaš ogromno časa, se ti kdaj zgodi, da recimo pa ideje ne pridejo? Ja, to je normalni pojav. Ne. Včasih grem skozi park in ne napišem niti besedice. Včasih se ustavim in napišem 2 pesmi. Ne. To je vse odvisno od dneva do razpoloženja, ker pesniki nismo kot pisatelji, ne, ki bi mogli konstantno biti v neki stvari, ampak smo bolj lovilci občutkov in opazovalci trenutnega dogajanja. Ne. Tako da pač mene pesem obišče, jaz jo zapišem tako. Ja, saj. No, Karel, jaz sem te povabila pač iz več razlogov. Glavni je ta, da se mi pač zdi, da si nekako kot en res kvaliteten pesnik dokaj malo zastopan, recimo tudi v teh krogih, ne vem, dogodkov pa javnih branj. Tako da se mi zdi prav, da se malo dotakneva tvoje poezije tudi na ta način in pa seveda, ker pišeš veliko tudi v prekmurščini in pač ker smo v Prekmurju, se mi zdi tudi lepo, da vedno znova pač takšno poezijo damo tudi nekako na en piedestal, da jo malo javno izpostavimo. Kako se pa tebi zdi, recimo, ne vem, je dovolj teh dogodkov v naših krajih ali pogrešaš tovrstne zadeve? Meni se zdi, da je premalo. Sigurno je premalo dogodkov, ne, ker bi se lahko domači avtorji ali nasploh kultura predstavila širši javnosti, ampak glavno je, da gre naprej, da mladi še zmeraj si vzamejo trenutek ali pa nekaj časa, da prisluhnejo poeziji. Ne. Drugače pa nikoli ni bila niti pretirano naklonjeno pač ljudje poeziji, ne, so vedno jemali to kak nekšno, mislim, bar z mojega vidika, kak celo slabšalno ime, ne. O, ta je pesnik, kaj pa on, ne. In pač je to tak, ne, se moraš navaditi, ne. Kakšno kakoli živiš, ne moreš biti v enem mehurčki, ne. Če si ne z enem mehurčki, potem je vse okej, ne. Ampak ko stopiš izven mehurčka, pa spoznaš, da ni tako. Ne. In pač jaz sem, enostavno sem premajhno mesto, da bi se to lahko dogajalo na višjem, ne kakovostno, ampak na nivoju, naprimer, enega Maribora ali Ljubljane, in mogoče k temu se je potrebno pripisati mojo pač nepopularnost. Ne. Ja, saj mogoče se je res slišalo, kot da si nepopularen, ne, ampak ne, daleč od tega, kar bi bilo mišljeno recimo z te perspektive, ampak je pa res, da recimo, kot praviš, v Ljubljani, Mariboru, so pesniki bolj ali manj neke zvezde. Ker sem sama živela 12 let v Mariboru in tudi vem, da tam so pesniki, imajo en status
daleč od slabšalnega. Tako da se tukaj tudi trudimo, da pač privzdignemo pesnike na ta nivo. Ne. Zdaj, če lahko nadovežem svojo prejšnjo misel, vprašanje, ki smo ga postavili glede prekmurščine in pisanja v prekmurščini. Mene je predvsem zanimalo, zakaj ne bi prekmurski jezik zvenel enako kot knjižna slovenščina. Zakaj, kaj manjka prekmurskemu, jaz vem, da mu nič ne manjka, da zasije v neki luči, luči iz preteklosti pa za prihodnost. Zato, ker se meni zdi, da je prekmurščina za me ni nareče. To je moj materni jezik. Ne? Jaz prvo razmišljam po prekmursko in potem to pretvorim v slovenščino, knjižno slovenščino. Ja, saj mislim, da Prekmurci imamo vsi en tak odnos do svojega narečja, da ga nekako res doživljamo kot en drug jezik, oziroma prvi jezik. Ne? Potem knjižna slovenščina je pa potem neke vrste drug jezik. Ja, no, v bistvu je to povezano, to je v tebi, kot otrok, ki se uči dva jezika. Je to čista... Samo jaz mogoče kdo ne piše tako, ampak jaz ko pišem, jaz se trudim, da ne bi zvenel slovensko. Zares se trudim. Da ne bi uporabil besede, ki je slovenska, če imam za njo tudi slovensko besedo, ampak je v prekmurščini, se pravi malo arhaične in pač če mi je uspelo videli, če ne pa ne, samo jaz taka. Se v prekmurščini bova še nekaj rekla, mogoče v drugem delu, ko bova predstavila pesniško zbirko Za cumprani cimper. Zdaj bom pa v ta trenutek izkoristila in preberem še tvojo krajšo biografijo, morda za vse tiste poslušalce, ki še niso seznanjeni s tvojim opusom, torej Karel Turner, slovenski pesnik in tekstopisec, piše v slovenščini in prekmurščini, po domači soboški govorici. Rojen leta 1963 v Murski Soboti. V najstniških letih se je začel ukvarjati s pesništvom. 1984 je prebiral svoje pesmi v mladinski oddaji Letniki 60. 1996 je bil uvrščen v zaključek 23. srečanja mladih pesnikov in pisateljev Slovenije v Kopru. 1998 je izdal prvo pesniško zbirko z naslovom Porcelanasto nebo. 1999 so bile objavljene 4 njegove pesmi na zgoščenki Daleč v uglasbeni poeziji prekmurskih avtorjev. Leta 2002 je izdal pesniško zbirko Lebdenje v senci, 2008 pa To stran okna. Kot tekstopisec je napisal nekaj tekstov glasbeni skupini Šarm, od 1999 sodeluje z glasbeno skupino Kontraband. 2006 je postal finalist s pesmijo To stran okna na pesniškem turnirju Vitez Vitezinja v Mariboru. V zadnjih letih je izdal 3 pesniške zbirke, 2019 Za cumprani cimper, 2020 Kjer včeraj danes čaka in 2021 Jalova leta. Piše tudi blog. Leta 2019 je objavil posebno pesniško zbirko svojih prekmurskih pesmi z naslovom Za cumprani cimper, ki ji bo v oddaji namenjena tudi posebna pozornost. Karel, zdaj v prvem delu bova nekako se na kratko dotaknila tvojih prejšnjih zbirk, se pravi enega tega opusa oziroma cikla prvega dela ustvarjanja, tako da te lepo vabim, če z nami podeliš par pesmi iz tega prvega kosa tvojega umetniškega dela. Bom poskušal. Ker včeraj danes čaka, je v bistvu zbir mojih del na začetku, se pravi Porcelanasto nebo, Pogled, Lebdenje v senci in še nekaj ciklov pesmi, ki niso bile še objavljene. Zdaj pa, ko bi pričel z prvo pesmijo, naj bo, ker sem se glih nadovezal na tekstopis, najbolj je bila tudi ta pesem tudi izbrana, meni se zdi, da od Posodni Jurija na zgoščenke, prekmurske pesniki in to in glavno, kaj preberemo. No? Pan. Od sreče utrujen, od sonca zaspan, kot žarek na dlani, na dvoj razklan. Rišem po licih solze in smeh, med gube grenkobo in
gubico smeh. Trosim po vekah na tisoče sanj. Dnevne in nočne, nobenih ni manj. Naj se jutro znova rodi, v rosi umito, spočitih oči. Tako, zdaj pa še, naprimer, naj bo prva. Konji. Besede so meso postale in konji iz mesa. Kar poravnen so ubrali tja na sredo pašnika. Če vidiš čredo, ki se pase v razdalji znotraj črk, in travo, ki pod njimi rase, poženi misli v trg. In videl boš, kako se ziblje v vetru njihov vitki vrat, kako drvijo na vse kriplje, mislič, glej, konjski tat. Tak pa, še malo. Pod baldahinom, to je še vse, predstavstvo ne bo. Ne? Pod baldahinom. Pod odejo zlati pajek skrivne niti plete. Gola stiškaš vroče želo, sen ti dojke gnete. Znoj polzi čez ropno zdrvi in po malem peče. Vanj se zlivajo svetovi, kjer evnuh razgiče. Sonce boža skozi tančico in žgečka obline. Kar si noči je plamtelo, tiho tli spomine. Tak, pa da še malo, zunaj. Ta je pa z protestanskega neba 2. Ne? Zunaj piha veter. Se je kdo obesil 2 pedi nad zemljo, v senci kakšne breze, pa se rahlo ziblje z glavo proti nebu, prevetren in hladen. Zunaj brije sever, z blaznim krikom vrane zavija dano črno, da nič ne ostane. Steklen pogled daljavo in listje, ki še peče. Tu se ziblje tisti, ki ni našel sreče. Tako, zdaj pa še malo kakšno, ajde, igra. Sanje o koruzi in to je prva pesem. Ne? Nikoli nisem rekel, da sem nekoč cvikal karte. Bilo bi preosebno. Niti tega, da sem bil lačen in kradel jabolka z vagonov. Bilo bi žaljivo. In pesem bi dobila socialno noto. Velikokrat pa sem zidil, mater vam človeško, kako vas imam rad. In so me nagnali z gostilne, me pretepli v cerkvi, ker ne verjamem tistim, ki padajo na koleno, sovo na glavi. In časovnih presledkih z udarci norega mlekovanja pretakajo skozi me zaničevanje. Nikoli nisem rekel, da smo nekoč sanjal z odprtimi očmi in verjel v razsodnost, ščepce prilagodljivosti, ko sem stal v parku, prislonjen na lopato ali gledal pod krila dekletom. Pogostokrat pa sem siknil, Majakovski, sonce prerezan vrat, ko se stikamo ob življenje in nikjer ne odvržemo sidra. Nikoli nisem rekel, da se imam rad, kokolovratnim posevzavi na vzdržnosti, notranje govorice in da sem nekoč luknjal karte brezpotnikom. Tako, to pa zaenkrat je to. Karel, hvala. Zdaj torej ta zbirka, kjer včeraj danes čaka. Tukaj si ponatisnil pravzaprav prvi svoj 2 zbirke, se pravi Porcelanasto nebo in Lebdenje v senci, plus neki dodatki. Ne? Ja, Porcelanasto nebo 1, ne? Pa te Porcelanasto nebo 2, 16 pesmi dodatnikov je bilo zraven in notri pa še imam moje, to je eno pesem z mojega cikla, ne? Imam asfaltne pesmi, Sanje o koruzi, konkretno ta pesem in še ekspresivne meditacije, sicer če bo čas še preberem, če ne pa lahko poiščete notne. Ja, se vsekakor tudi z oddajami nagovarjamo potencialne bralce, da seveda raziščejo opuse avtorjev. Zdaj zanima me,
kakšno je bilo pravzaprav delo na tem materialu iz mladosti, ker pravzaprav nekatere pesmi si napisal kot zelo mlad. Kako je potekalo to, oziroma zakaj si se sploh odločil stvari ponatisniti? Dobil sem prvo priložnost, da se to naredi, ne? In po drugi strani knjige, ki so šle, niso bile ravno vrhunec izdajalstva in kot take, ne? Zdaj vsebina je druga stvar, predvsem pa zaradi tega, ker je notri nekaj opusov, ki sem jih imel samo na blogu. Naprimer, ekspresivne meditacije, nisem zdaj prebral, ker je dosti pesmi, ne, to je 20-30 pesmi, za mene moj vrhunec, rimanja, po domače povedano, ne, in pa tudi druge stvari, in hotel sem, da se to zajame, ker potem, ko druga zbirka Lebdenje v senci? Ne, druga zbirka, tudi knjižnega jezika Fran. Jalova leta? Jalova leta so pa predvsem plod predvsem mojih revijalnih objav, ne, po Primorska srečanja, dialogi, pa še par stvari, ne, vse to našteva, pa se poznate, ne. In sem hotel imeti zbrano, ne, na enem mestu. Ne. Zdaj pa bolj si star, ne, bolj imaš čas zapisati. Tak pravi. Ne. Zdaj sem šel namerno, razen zadnje pesmi, ne, ki ni v rimah, zato ker prelom se je zgodil nekje tu, leta 2007-2008, ko sem sklenil, da več ne bom pisal v rimah, ne, čeprav mi ležijo, sem se hotel poskusiti tudi kot v prostem verzu. Kako mi je uspelo, pa videla še, zdaj ne vem. Recimo si spreminjal kakšne pesmi, ker kot mlad pesnik mogoče potem kasneje vidiš, ne vem, če si kje kaj, ne vem, škriplje, ali pa se mogoče celo več ne strinjaš z določenimi stvarmi. Naprimer, sigurno zdaj, ko gledam skozi nekšno časovno obdobje, je nekaj pesmi, ki jih ne bi, če bi jaz urednik ali kajkoli, jaz jih ne bi uvrstil. Ampak nastale so tistega časa in za vsako pesmi pride še ena pesem. Ne? In človek, pesnik je dober, dokler je dober njegova zadnja pesem, tako je on dober. Ne? In nisem spremenil, mogoče zdaj v tej, tek pozneje prišla do odtenkov v Kaleidoskopu, ne? Tu sem pa spremenil mogoče 2-3 besede. Ne? Pa en naslov sem spremenil, ko se mi je zdelo, nisem mogel prenesti daš. Tako, pa ne, no. Ja, zato me je zanimalo, ker... Ne, vsi imamo večjo kilometražo, če objavljaš, ne objavljaš, pišeš, ne pišeš, pa tudi zrelejši postajaš, ali pa, ne vem, ne. In potem vidiš, da si včasih šel na prvo žogo in to ni dobro, ne. Dejansko ni dobro, ne, kako li obračaš, ne. Ampak še vedno pa stojiš, recimo, za tistimi pesmemi, tudi za kot zrel pesnik. Stojim, mogoče je bilo preveč pogledovanja za grobni, mogoče bi se izrazil drugače, ali načeloma stojim za vsako svoje pesme. Ja, mislim, to je zelo lepo slišati, ne. Zdaj prej sva govorila o ritmu, večina tvojih pesmi je nekako v urejenem ritmu tudi v rimi, se pravi, potem si pa nekako tudi prešel na prosti vers. Koliko je to sodelovanje z bendi tudi posledica te spevnosti tvoje poezije in kako je potem se to medsebojno oplajalo? Ja, zdaj problem, ne. Dejstvo je, da jaz napišem pesem, ne. Pesem,
ki je lahko test, ki je lahko karkoli, če jo poslušalec ali pa avtor glasbe vzame za svojo. Jaz nisem šel razen malih, banalnih pač zvolopevca, ki ne more zgovoriti v kompromise, ampak sem šel pač, če ti je všeč, če je me, če ne, pa ni mus, ni potrebno. Ne? Tako. Jaz ne ločim zdaj, da bi jaz pisal tekst za nekoga. Meni je zadosti, če ga on razume, če je speven in zdaj pa za tisti črko ali center tja se ne vam menila, to pač pisti njema. Ne? Ja, vse to je tu ravno je ena taka zanimiva tema, ne, glede tekstov. Ja, pa vse so že tem dosta povedali. Fajn je biti kantautor, ne? Pač jaz nimam tega doruka, da bi gitaro brenkal, pa še lepo pel, ampak tudi kantautor misli na glasbo. Ne? Ko napiše besedilo ali pesem, pač kakoli, je tako zame umetniško delo, eno in drugo, če je kvalitetno. Ne? In on tudi ne bo napisal pesmi, ker se bo z njo lomil jezik, domače povedal. On mora dati, pa predvsem mora misliti na publiko, na spevnost, na to, pa včasih, ki je razumsko, sploh ni važno, samo da se lepo sliši. Ja, jaz pa sem predvsem izhajal iz tega, da je zame ni besedila, zame so samo pesmi, dobre ali slabe. Uglasbene ali neuglasbene. Samo mogoče je bila to tvoja svoboda, ker recimo, če bi pisal tekste po naročilu, tako ne morem. Ja, bi bilo mogoče drugače. Lahko bi napisal samo, to bi bilo zame kot neželjen otrok, čeprav to ga dosti sliši, ker vsak otrok željen. Ampak zame je to, ne vem, pač, kot če bi pesem uskrunil, če bi jo, ne vem, nekaj bi naredil, brez tega, da bi dal. Živ primer imamo, če se spomnimo slovenske popevke in tekstov, takrat, to za mene poezija, da so to teksti, to za mene poezija, ena Elza Budal, ena Svetlana Makarovič, en ljudi. To je zakladnica, iz katere sem tudi jaz podzavestno črpal, in se pač to manifestira v mojih delih. Ja, nekako si se zdaj tudi organsko navezal na, ravno razmišljam o naslednjem vprašanju, in sicer malo tako motivno, tematsko. Se pravi, ne vem, tvoje pesmi se dosti imaš te bivanjske note, tudi veliko se ukvarjaš z minljivostjo, tudi z smrtnim, zasmrtnim, potem nekaj je tudi teh čisto poganskih elementov, te ljudske motivike, tudi estetike grdega, neki gotski motivi. Ne vem, bi rekel, da je to tudi ena značilnost mogoče vaše pesniške generacije, da si potem izhajal iz nekega tega sveta, iz katerega ste zajemali tudi kot generacija. Ja, jaz tako pravim, pesnik mora vladati tantos, eros in pač grško, tri stvari so, ljubezen, smrt in znanje. Ja. To troje te kreira kot pesnika. Saj jaz bi lahko se predstavil kot ljubezenski pesnik, samo ne, ker človek živi na treh pač stoli, in vse to mora imeti v sebi, da lahko prezentira. Jaz ne morem, naprimer, lahko bi jaz napisal eno ljubezensko zbirko, pa v 60-70 strani, samo jaz nisem čutil te potrebe. In pa tudi, ko se, jaz primerjam, mogoče sem eden izmed redkih, svoje dela, svoje pesmi kot slikar, svojo sliko. Se pravi, meni ni važno, kako bom počel, kaj bom počel, kako velika bo slika, kakšen motiv mu dal notri, kakšno orodje mu dal, ali bo na steklo, ali bo kip. Meni je važno, da v njega vlijem dušo. Tako, po domače povedano.
Se mi pa vseeno zdi, da recimo je ta, ne vem, vaša pesniška generacija, ne, se to ne pomeni pač čist generacija po letih, ampak pač pesniki, ki ste takrat skupaj nekako se tudi oplajali, da pa imate eno res neko specifično, ne vem, eno značilnost, ki vas nekako tudi druži, ne. Zdaj ne vem, morda bi nekdo moral narediti eno tako refleksijo vsega skupaj. Imaš pa tudi dosti humorja, oziroma šaljivosti, cinizma, ironije, tako da, ne vem, mislim, da je tvoja poezija tako precej raznovrstna. Ne vem, ta humor, tudi to recimo delaš čisto po občutku ali imaš včasih za nalaž ga notri uturiš, da je potem vse skupaj bolj... Pravi, isto stojim za tem, kar sem prej povedal, odločim se, ko že pišem, ne, ali bo slika na platnu, ali bo olje, ali bo... Ne, jaz pravim, slika na olju je zame pač vers, pa imam nekaj sonetov, se ni problem pri meni to napisati, ne, ampak važno je odločitev, kaj, kdaj in zakaj, ne, in to je vprašanje. No, kar se pa tiče, zdaj čisto mislila samo na nas, pomurske pesnike, ne, je pa zame to verjetno sigurno vpliv Panonske nižine in pač, ne vem, mi smo pač takšni ljudje, ne. Ja, se nekaj je sigurno okolje in ja, zdaj, če smo že pri pač prekmurskih pesnikih, meni se zdi, da je bilo nekoč, pač, ko sem bila recimo jaz še čisto mlada, da se je v Soboti kar dosti dogajalo in da ste pač z vsemi temi ustvarjalci v Prekmurju je bilo tudi kar dosti, ne vem, dogajanja, skupnih projektov, ne vem, nekih tudi dogodkov, kjer ste konec koncev vsi prišli. Pa se mi zdi, da tega več ni, tega enega življenja. Ne vem, kako je bilo takrat. Je bilo to res, ste bili kot ena družina, ste si med sebojno tudi... Pardon. Takrat, če ni bil razviti internet, če ni bilo pač... Jaz pravim, takrat smo se še ljudje družili, zdaj pa se samo poslušamo, ne? In pač nisem proti napredku, ali takrat je bilo pač mogoče to zvolj nostalgije, smo bili bliže drug drugemu. Zelo smo se bili blizu. Ne? In pač smo potem imeli srečo z založbo Ferijovo, z projektom, ne? Separacijo, ko smo imeli tu. In je vsak, kdo je hotel, ne? Ki je prestopil nekšen prak kriterija, ne, je lahko objavilo. Ne. Pač ni bilo to javno, mislim, tako zelo odmevno, ampak je. Ne, in pač veliko... Potem si prišla ti, pa še tako dalje. Ne, pa, zdaj pa opažam, da tega ni. Ne. Opažam eno, dve, tri. In ni. Enostavno narod ali ljudje ali mladina nima volje. Ne. Kot da je zame, kot da bi zdaj, naprimer, ne, jaz lahko zdaj repam tako, kad oni tja kapali, samo jaz nočem tega. Mislim, hočem povedati, kar pač po mojem videnju, ne vem, enostavno ne najdem tu človeka, ki bi bar takšen količine, ne, ljudi, kot smo bili takrat, da bi peljali stvar naprej. No. Ja, ker mora biti recimo tako publika kot neki ustvarjalci, ki se konec koncev vseeno v živo družijo in šele iz živega druženja lahko pridejo recimo tudi ideje za neke skupne projekte. Zato sem te ravno malo pobarala, ker pač določeni ljudje trdijo, da je pravzaprav internet oziroma ne vem, ta način, da drug drugega pač spoznavamo preko spletnih objav, da je na nek način boljši, ampak se mi zdi, da vseeno ene stvari pa res zamirajo, ne? Zaradi tega pač. In imam tudi eno nostalgijo na recimo na tiste čase, ko ste bili više mlajši in vem, da je bilo vsak teden nekaj, ne? Nekaj se je vedno dogajalo. Ja, glej, pač družba se je spremenila, napredek je bil, napredek pozitivno, negativen, to lahko pove samo zgodovina, mi ne moremo, ampak
pač tudi oni imajo in zdaj, ko vidim, jaz, ko se vračam, sem hotel reči, zločinec se vrača na kraj dogodka, ampak zdaj kot mladinec, da se vrnem tako 45 let pozneje, mi je vse isto, samo mislim, je malo drugače, ne? Ampak je še vse isto. In to je važno, ne? Je še vse isto. In to je tudi en veliki prispevek, ne? Kad ti delaš in to je tako, ne? Ja, se nekako moramo vseeno ohranjati neko življenje, pač se mi zdi pomembno to tudi, pač da smo dejansko v živo, ne. Ampak pišeš pa tudi blog, ne? Ja, ja. Predvsem ta blog je nastal kot nadomestek za moje objave, ne, ki meni se več enostavno ni ljubilo pošiljati pesmi naokrog. Jaz vedno naredim eno stvar in potem več nočem ponavljati. Ne. Sem rekel, tam sem bil, pa kamo zdaj, še enkrat. Najma drugim placem, najma danega drugemu mestu. Ne. Potem sem pa začel to pisati samo zaradi sebe in za človeka, ki slučajno pride in pogleda. Ne. Ker če bi šla gledat, naprimer tam original zbirke, ne, zdaj to drugo z druge knjige, ne, je tam več pesmi, samo ki jih pa nisem uvrstil. Pač so se zmenila z urednikom, da jih ne bova dala zaradi tega, ker je bila prva knjiga še prevelika in če eno stvar poveš, te brez veze, ker še trikrat eno isto poveš, ne. Pač z tega razloga, ne. Ja, razumem. No, pa vsekakor je pač tudi en prispevek na spletu, ne, ker konec koncev tudi mladi dostikrat pač ne vem, mogoče trenutno se nič ne dogaja, ampak vseeno potem pogledajo recimo najprej na splet. Tako da je tudi en način stika z publiko, tega pa ne moremo oporekati. Tako je, ja. Zdaj, Karel, greva na najin drugi del. Zdaj sva se zmenila nekako, da prešaltava na prekmurščino, ker je govora pač o prekmurski zbirki. Sicer v njej je tudi nekaj pesmi v knjižni slovenščini, ampak bova se zdaj va se bolje posvetila pač prekmurščini. Tako te vabim, ka nam postrežeš najprej viš spoj najmanj prešaltati zdaj, ne? Pa ga leko prešaltati, na mesto tebe ti samo povej pa prešaltati, ne? Ja, predlagam, ka najprej prešteva. Itak sem sobočanec. Ja. Ti si mi sicer rekla, da kaleko, ko si najvzel način, Cimper pa Trbelobi, ne? Ampak jaz sem smatral, ka Trbelobi, v koncu Cimper je to v bistvu ena ista pesem, ne? Samo sem jo razdelil na dva dela, tako če ščeš, povem prvo to, pa te govori, prva te dala, ne? Ja, ja. Dobro. Te pa Trbelobi. Trbelobi je še nok mrejci, kak iže z malimi okni, kak tučenca v svoje vekrinje, kak gimlage nišče na ode. Trbelobi je še nok mrejci, kak semeno svijom se paši, kak sloma na črbinasto streji, kak drva sklena lane. Trbelobi je še nok mrejci, kak šnops v glažonastom glaže, kak lišče pod žedni grbanjon, kak cigani, ko so brisli nože. Trbelobi je še nok mrejci, kak botaš pilovači, kak križec s črnimi gvanti, kak meša za plantenim štrkom. Trbelobi je še nok mrejci. In pa Cimper, Trbelobi, konec. Trbelobi je še nok mrejci, zobov na glavi, vrvočoj bejloj, kak merijo senje pri vžganom po sveti. Trbelobi je še nok mrejci, kak rukzak na piklavom rpti, da oblodiš po zglancovim poti. Trbelobi je še nok mrejci, pa se obračati v grobi. Trbelobi je še nok mrejci, kak Cimper za Cumprove sobe. Zdaj pa idemo malo tak, potom... Za vse prekmurske deklice, ne, pa ženske pa to. Kdo mu veter? Kdo mu veter? Džonke mu zdigavo, gor na nebi, z mesecem senje pil. Šamlo in nodiši se zgučajo, s križem trpel, se s klopocom bil.
če mu veter nemo te pozabo. Vse boš čula, pa te ne straj. Celo noč čuk sovode za zavo. Do iz glondala brisla boš praj. Da mu veter džanke mu zdigavo, gučala boš, palik, gde je sen. Ga skrijem se, kak pavok, si jo travo. Me najšlo boš, če gliti, ne povem. Tak pa zveni v Prekmurju, ne? Pesem, zdaj pa, evo. Vse sem punčo kapunico, ta je bilo glasbeno, voda znate, če pa ne pa tak, ne? Vse sem punčo kapunico, zdraj so do podplatov, dobro, ko vam stare vniče, da žegen do oblakov. Noč me Boža, gojno kola, vsake den pomalo, rad bi mesec vodi primo, če bi to se dalo. Da boš videla gor na nebi, kak mi diša planta. Te boš znala, kak je žmetno, če srce se mantra. Te boš znala, več ne pitaj, kaj snogi za senje, nidar ne vas skupaj spala. Davli si pomenje. Vse sem punča kapunico, ti si bosa, da letiva prek oblakov, ga se barva rosa. Pa še zdaj, Te odpeljam. Što znakama? Gaj znam s kim? Če da daleč, to ne vem. Samo sej se gor na les, te odpeljam prek nebes. Vse boš videl, vse boš znal. Neka najšel, neka njo. Če boš isti, to ne vem. Če pa ne boš, ti povem. Gaj znam kama, gaj znam s kim. Se zacumpra v kmico den. Še kaj malo še biti nekom, še ne, čaka to, Tak, mislim, da so to vse pesmi, pa sem kar pozabil, te pa je. Punčuke... Pa dobro, Anu še daj, ajde, Anu po... Eno po moji izbiri. Eno po tvoji izbiri. Džabla, ne, džabla, opa. Da. Opa. Džabla. Zato, ker tudi vzada samo iz slovenščine v tej drugi zbirki, ne. Da nikoga ne da, ti seš džavčen. Bričalo mu kak malo dejce. Da nikoga ne da, ko mi pravo. Kak si lepa v tom žutom lišči. Tak samo, tak gola na bregi, džabla. Tako. Hvala za branje. Zdaj Cimper, ne? Ja. To je v bistvu... Jaz sem to niti ne znala, ko se to tako pravi, ne? Ampak ja, to je v bistvu kaj točno. Slovensko blatnjača, ne, zles pa umetano in umetska je gore, kaj ima pač slamo, sem pravi, to je te Cimprna hiša, ne, in eno je bila tudi na Kroški ulici in predvsem sem jaz to zbirko, Cimprni Cimper, šel podariti, ali sam podaril, naprej mojimi dedeki, pač vsem Sobočancem, ko so bili vsem tistim, ker se še spomnijo, sem se spomnil, ker je nekaj težko preštel, ker se še spomnil tistih časov in ga sem poščel sem pa dati nikšno poganstvo, nikšno, kako so časi gučali, Cumprnice pa to, pa kak dejce smo velike oči, pa sem se bojil. In nekaj, v tom smislu sem šel dati v Prekmurčino, kada je imelo nikšno malo cuj več, pač, da bom rekel, da imamo kvaliteta, ne, od toga in zato sem tudi resno sem fejs pazil, ko ne sem tako lovil markeči, markovski pogovorni jezik ali pa sem šel, ko sem ga sobota, ko sem kao center, sem šel združiti to, ne, in zato sem ponavadi eni pesmi sem pravi ges, pa jaz, ne, jaz ges, in takšne fince sem probal delati in mislim, ko mi je uspelo, no, in zdaj, če sem nekaj nešto dužno ostati. In tako, tak. Nikaj nega, ne. To pesem neko povem, ko sem napisal zdaj na zadnje, to je naš zadnji sodelovanje z kontrabandom in zdaj na zadnji CD,
je uglasbljena taka, bila je prav, kot to bolj ima norveški, ali ne norveški, sem cel norvežan, bolj ima irski imelo ta pesem, pa poradi že bila soboto tudi so jo zavrteli. So mene zanima, tisto, česar ni, nika njega. Več njega dobre muzike, v izlar imaš kište, njega dobre palinke, če ne poznaš pište. Dekline so našminkane, se nosijo kak dame. Brode spekle retoše, pa ne vejo same. Več njega starih lugačov, sence pudoreji, štrka, ko bi pazil ror, tam gori na streji. Ti pa se na kola sej, dođavljen na bregi, po starih cajtih zadeši, zakopano v snegi. Več njega mamce v ogradi, ko bi vrobec dala, zapečeni domači kri, te pa krave gnala. Več nika njega ljubica, na gvanti nema rože. Za sence soci špličejo, liden pa ne je bogše. Tako. To sem še ščela, ja, pa sem se ne spomnila. Kaj sem se spomnila? Ja, ta je tudi ena bogših. Zdaj res sem si ti v bistvu dejansko postavil en spomenik sobote, ne vem, kakšno je v bistvu bila in ga si toga kot človek, kar je se rodil v bistvu v eno takšno približno urbano okolje, če glih bi težko pravili, ko je sobota urbana, ampak si preprosto ne morem toga predstavljati. Zdaj, če primerjaš Lendarsko ulico, pa zdaj vidiš te od fotografa, zdaj, ki ima razstavo, stare cimprne hiše, eno imaš dvonadstropna je bila ta, in cela Koroška ulica, Koroška, ta med drugim je tudi tam moja babica pa to in se jaz spomnim, pač, ko so bili grabe skopane, pa da so dva otja šla na agroservis, 200 in to je bilo takšna nizka, mala, ponovska ves, in te se spomnim, kaj se še naprej spomnim, ko sem leta 68, tako nekde, ko sem kak dete, malo, ko sem bil gori na kola in sem se pel od skozi kakida, in pač to je to, in skoda, ko ne bi, zakaj ne, če sem leko, zakaj ne bi napisal, Ne, pa dejansko se mi zdi to tudi z vidika recimo kulturne dediščine, se mi zdi tudi, saj sicer imamo že ene pač knjige z fotografijami, ampak z vidika leposlovja recimo, je pa se mi zdi to tudi en unikum in tudi ena stvar, kar je bila konec koncev tudi potrebna, ker ne vem, recimo, jaz imam tudi poznam dosti starih ljudi, kar mi razlagajo, ne vem, kako so s kravami tu odlipa in preprosto jaz si toga ne morem predstavljati. So te spremembe resno tako hitre? Za to zbirko je bil kriv pravzaprav Marjan Tomšič, da sem ga bil na kriv prave. Gre on mene vidite, da smo bili v tom, pa zdaj Urška, je prav, jaz tebe vidim to, da boš ti to naredil. Sem pa kako? Ne, prej bo prišel čas, pa boš naredil in zbog tega sem to ščel. Približati Prekmurščino in dati vrednost, ker ima. In to je samo to, pa zdaj ne sem ga veliki Prekmurec, pa to, ali mora se zaslužiti mesec, zato, ker ne važno, kako se piše, kako se to uči, važno je, ker je ona spevna, ker se da z njej dosta povedati. Jaz ne bom tako mogel delati, ker zdaj ga šel pa prevajam, ker bi jaz slovensko pesem na fejsu imam, džabla. Če pogledamo, kar sem namerno dal, Jalova Eta, tisto pesem, kar sem jo preštel, kot džablan, je slovenčni jabla. Ko nikogar ne bo, bom jokala bom kot majhen otrok, ko nikogar ne bo, da bi mi rekel, kako si lepa v teh belih cvetovih, kako si lepa v tem listju remenem, tako gola, tako sama, na hribu jablana. Mene se Prekmurščina bolje vidi, pa so iste besede, zakaj je to? Zdaj tu je dejansko eno vprašanje, mislim, tudi lirski subjekt je konec koncev drugače, v Prekmurščini in čist drugi čustveni povdarki so že v jezike. In se mi zdi, kako si pravo, ko dejansko se da dobiti iz Prekmurščine več kot eno samo ljudsko veseličico ali pa nekšno sentimentalno pač
ne vem, upevanja nekšne preteklosti. Ne vem, kako sem jaz strokoven v tom, tako so ne, ali naprimer Ferlanšek, ne, to piše, on ima te lirski subjekt, liriko, on ima i v poeziji i v pisanju romano, ne, in to je to. Mogoče nas ne drži, mogoče nas biti lirski subjekt drži, pa čas prilike, mislim čas, v katerem smo živeli, ko smo pač nekaj več, ali so napravili nekaj več. Ne? In pač mi smo prijatelji, ne? Hitro se svadimo, hitro se ne probokščamo, to je to, da je to. To je tako. Se to eno dušo, oziroma dušo naroda. Nekako si tudi v knjigi pač uspel prek teh enih mini subjektov, ki not nastopajo, ne? Pa tako recimo cigane, pač vse tisto, kar je značilno za določene skupine ljudi v Prekmurju, ki jih preprosto ne moremo zaobiti, ne? Si dejansko nekako uspel njihovo, ne vem, dušo notri pač, ne, brez nekšega sentimentalnega, recimo. Jaz da sem pisal, sem se jaz postavil v otroka tistega časa, da sem ga to videl, kak živa priča, ne? Da sem videl, naprimer, da nam razlagal, ali pa sem videl in pa sem znal in pa sem čital. Še zdaj vojn violine, ki so prinesli, še zdaj to, jaz imam v sebi, jaz to ne morem, pač tisti, ker je to ne imel, pač mi je pač zamil do teh čas. Tako sem mogoče, da ni še najni čas zamil, ne, ampak in jaz sem šel pisati to pesem, to zbirko, predvsem s tem, to je bil moja želja, ne. Čim bolje približati, kak če bi staro razglednico, ne, gledal, ka bi se bralec tako počutil v tej pesmi, ne. To je to. Ja, je nekšna nostalgija, ampak si se pa nekako uspel izognuti sentimentalizme, kar me še dodatno pač, ne vem, se mi zdi, ko me je nekako tudi meni, recimo kot bralca, me je tudi prepričalo. Mi je pa tudi recimo zanimivo pri tom prevajanju, pa pri teh, ne vem, razlikah v lirskih subjektih, recimo tudi ti kot pesnik, ne, kdaj si gučil recimo o svoji poeziji v pač knjižne slovenščine, ne, si nekako imel čist drugi nastop, kot pa zdaj, ko učiš v Cimpere, si dosti bolje, kako bi pravila, nekako primarno čustveni, ne. Ja, pravim, ne, jaz ne vem, prvo, ko sem nas mame poučil, da vleko vlada kdekoli po svetu, ne, otrok sprejme tisto, kar prvo čuje, ne, potem pa sliši. Jaz sem prvo čul, potem sem slišal. Ja. Ti čuješ, kako slišim? Čujem, kako slišiš, pa slišim, kako čuješ. Ja. Ne, če čuješ, kako slišim. Ne? Ja. Noček slišim, kako čujem, to so še aferate. Ja, ne, je dejstvo, ko je recimo, dejansko je to nam primarno bilo in tam tisto, kar je primarno, je verjetno tudi dosti bolje čustveno. Ne? Glej, in jaz sem ne imel vzora, strašno malo pesmi gej dosta, premalo je za Prekmurščino, ne, ko bi jaz si vzel vzor, pa to neko, naprimer, kak knjižna slovenščina, to imaš, to neko, če si se znajdeš, lejko vsako eno vers poveš, pa imaš pesem gotovo. Ja. Samo jaz tega ne delam, to je problem. To je res, ja, dejansko tudi v Prekmurščini nemamo nekšne tradicije, nekšne poezije, ker bi bila na pač eno malo višjo nivoje. Ne. In blizu to, če sem še zdaj tam, pa sem mojega pajdaša, imamo ga pozabil, ne. Pravzaprav je za cumpreni Cimpar kriv Gespro. Jaz sem kriv, prvo te je pa kriv Pintarič, on te res Branko, on ti je v Prekmurščini piše pa tak, pa sem prav, on je meni ogočal, pa kaj delaš, pa idi, kaj boš to, pa idi, pa bo založbo in te so prav dobro te piren, in on je v bistvu, je ta knjiga, ne, plod tudi teh dveh in toga, kaj prihaja, kaj sem še ostaviti sedaj. Tako. Ja, se to je založba Cajt, ne, oni zdaj, kar se mi zdi, ko tudi dajo nekako prednost domačin avtorov, ne? Pa predvsem v Prekmurje nema pravega nadomestila za pomurski tisk, adijo, knjige, njega več nič, Lanšček, pa je Ciridoj zaprav,
In kaj leko mladi človek, če glišče, mora iti v Maribor, tam ideš ta nevečjo sito in ta nevečjo, valjda do prvo, oni sebe pa te, da komu te rešli komu na kvaliteto. Ja, to je to, ne. Ja, no vse dobro, zdaj tej cajt pa recimo tudi Volosov hram se mi zdi, kot tudi nekako, da je postavil nekšo založniško identiteto tu. Tako ja, dejansko pozabljamo, kako kot pesniki nucamo tudi pač eno čist fizično podstat, ko glejko knjige sploh izidejo, ne. Ja, seveda. In te smo mogli, pravim, se gučala za tisti čas, ne, prej, kako si ti Grčevala prava pesnica, če se vsak skozi bila, ne. No, te je bilo plodno tlo, te so, Hardoš je bil, zdaj, Felix, kaj je že štarka, da se ne spomnim, dobro, tega razložim, zakaj pač te so bili kroge, te je bilo odpreto, te je bilo tisto zdaj zgrabe ali pa nikoli, ne, in glej, so Kardoše vsaka čas, ne, in ti vsaka ti čas, ne, jaz sem tako bolj stari, pa to. Ne, samo dejansko smo pa imeli možnost, ne, recimo tudi Mik je na začetku je dal tudi nam mladim priliko, ko stopimo na te prostor za knjigo, ne, in to je pomembno tudi za ustvarjalca, ko si lejko trasera pot naprej, ker če recimo ti pa jaz ne bi imela nikoli priložnosti za knjigo izdate, mogoče niti ne bi pisala, ne. Tako, ja. In zdaj, če so že pri Miki, ne, jaz se spomnim, jaz sem rastel, ti sem bil stalni gost, da so bili igralci, ki so igralci, kakšne pač slovenski priznani igralci, znamo vse, nemo štev na pamet, ne, pa to, ali je tudi kar nekaj igej, ki imajo AGRTF in se spomnim tudi kluba, ne, in te sem ga sporič, Miki Roši, ne, se eno pesem, se nam je, no, če do konci, kaj je prešten, kak sem te pisal, nekaj prav, če sem spremenil, pa so ne. Pa te me znali, kakšne sem te po 46 letih, kak je bilo tistega časa te, ne. Ka ti besedilo, kakoli, če je dobro nega časa, nega stvari, ka lejko vpliva na njo. Mogoče jezik, sam jezik se spreminja, to je druga stvar. Važno je, kaj ti poveš, ne. Ja. Tako je to, ja. Zdaj to vprašanje sem te že prelej pitala, v bistvu o vaši generaciji, ampak zdaj v prekmurščini si mi nekako dosti bogše povedal, no. Pa tudi debata se nam je bogše razvila, tako ne vem, razmišljam, ko bom vsemi prekmurščini gučala. Znaš kaj, meni se di, dobro, meni se vidi noro, če boš tam šel v Ljubljano, pa mu tam gučal, ne, samo se hecam. Neko jaz tudi gučim, tako spodaj da znali, ko imam akcent, ne, ali da pa gučim svoje. Sobota, to je naše, ne, kamo zdaj lago, ne, to je... Zdaj pa je spodnula kot dva patriota, ampak tako je tudi prav, ne. To je prvo, vsaki narod mora biti, ali pa patriot, vsaki. Samo eno imam, pa to ne mislim nekaj slabšalnega, za nikoga se prijavili. Če ti nemaš malo patriotizma v sebi, te je Bog tvoj jezik, je vse Bogu, ne? Moraš imeti... Konec koncev s tem tudi sebe spoštuješ, ne? In to je temelj, ko lejko tudi druge spoštuješ. Tako, no, se mi zdi, no, kaj je fajn, ko sva tako zastavila. Ja, zdaj, malo se vrnem zdaj na začetek najne debate o Cimpere. Zdaj je pa te Cimper tudi ena metafora, ne vem, je ena pesem, ko recimo praviš, ko se ne smiš se vračati, oziroma ko je pač nevarno se vračati v tej spomin, ne. Tako je tudi Cimper en malo širši simbol v bistvu, ne ide se samo pač za kučo oziroma za eno dediščino, ampak se ide tudi za eno zelo močno simbolno noto te zbirke. In zato se mi zdi tudi, ko presega pač eno čist zgolj, pač ko je njena vrednota samo recimo prekmurščina, ne. To isto, ko se spominal, ne, dokeč se vračaš. Po spomin, za spominom, ne pa za patosom, ne pa za bolečen domotožen, si dobrodošel. Če pa se vračaš,
bi neminovno kaj minilo znova obido, pa se to ne da. To je bilo to. Ne? In zato ne tako stane, kak cimpr za cumprne sobe. Ja, mislim, tu se mi zdi eno resno idejna podstat te zbirke in tudi se mi zdi pač to tudi pomembno izpostaviti. Na konci si pa dal te še slovarček, ne? Ja, to sem podal zato, ker pač, če ljudje ne vejo, mene je možganska kap leta 2015 in da sem malo bolj počasen za to, ali pišem še izda in sem šel dati, ker jaz tudi prek Muščino, da idemo klub do kluba, pa tak dalej in zdaj sem bil naprimer v Kočevi in sem ji dal, spali, jaz nič ne razumem, samo pa nazaj pogledni, zdaj pa kako je lepo, ne. In zato je pa te nikjer zapisan tisto malo cuj, kak nikšne vrste mašilo ali kak nekaj tašno, ko bi pravca pritegnilo, to je zato bilo predvsem nekaj, pa. Ja, ker drugi del je pa v knjižni slovenščine. In to je tudi v pač, te pesmi so bili samo objavljene revijalno, ne, to. Tako sem pa najbolj pa. Ja. Če že ne prek Mursko, najbolj slovensko zna. Karel, zdaj iz Cimpera pa zdaj tudi štartaš mogoče naprej, tudi dalje v prekmurščini, ne? Se pravi, ne je zdaj to bila zbirka, katera je s prekmurščini in te pač... Če leko povem, če so že proti konci, če se že blizu, ko sem zgibil čas, občutek za čas, imam zdaj delovni naslov, pesmi iz parka. Zakaj iz parka? Zato, ker vsak dan idem okoli, ne? In odim in nekaj se spominja, ampak odim in zato sem ti prav, ka najbolj pesmi iz parka, ne? In ta ena pesem gi, mislim, ka če ti prešteješ, ka to bokša gi, če si izprintala. Tisto, ko sem ti dala prvi? Ne, ti smaš ti, nekaj. Ne. Dobro, časih bi napametno za mene. Da si pravila, ka sprintaš, ne dala. Ne, printa sem ti pa dala prvi. Samo sem povedal, da? Žabke? To je to je pa kratko. Ajo, ga jaz moram prešteti, ali boš ti? Ne, ga sem ti prav, ko boš preštela ovo zadnjo. Ok, dobro. Za deco, ko jaz... Ja, za otroke, ja. Dobro, to je tvoj novi material. To je novi material, 18.6., da imamo 6 mesecev, neščen znati. Neščen znati, kak globoko je voda, zakoj rogost šumače. 4 ptičice skozi uglasi, da tista skozi skače. Što slepi gleda v luno, što goli v krogi pleše, da je velika kmica, pa prišede po mene. Neščen znaci, ne me briga, kad delaš v kmici sama, ali po vodi odeš, ali moliš, si moja čarna dama. To je to? To je ta, pa še enkrat imam, pesmi iz parka, delovni naslov, Spitalni se, če kdo potravi odiš gola, če gre v senci, samo to ležiš. Što grabljate, kad tak fajn zdijalaš, pa kak senov po večeri dišiš. Spitalni se, što v svoju gimlu odi, naslovno gor po noči spat. Da mesec žuti proti zemlji gleda, pod oknom včasik stavi se korak. Spitalni se, če glime ne je briga, kak pogledneš, da se čemeriš. Pa se smijiš, da srce ti špila in lažeš, kak se te držiš. Tako, zdaj pa še to. Ja, te pa na konci bi pa rad. Ja, to, kar sem pravil, 42 let pozneje sem napisal. Ne? To je bilo 16 let sem bil star, samo naslov je bil Noček. Ne? Če bi ob nepravem času, torej času, ki ni pravi, mene k sebi res poslali, mislim, da bi se zalotil grehu. V incestu z lastno senco. Gledal bi, kako se čaram, kako nastavljam pajko mrežo, kako spreminjam bor v brezo in vse bolj drvim v brezno. V brezno temno in globoko, ki se mu ne vidi kraja. Točke, ki se bojme spaja. In če bi res prišel k sebi, trudnih nog, a s prazno glavo, kaj misliš, kaj od naju bi ostalo?
stovi prah, tih ne pobrisan, gor na ogledalo. To je to. To je to. To je to. Z moje strani. To bi še omenila, ko si pravo. Se pravi, to so v bistvu 3 nastajajoče nove pesniške zbirke. Pesmi iz parka, ne? Ja, ova je gotova. Ja. Pesmi iz parka do Prekmurščan, tam 16 pesmi. Ta otroške do kaže palča. Pesmi Vrtnega palčka, ne, to je otroška, pa to je pa končano, samo čaka Štampara, ker včeraj danes čaka, to so pa pesmi, ker sem dokončal. Na 2 stvarih pa delam. Ne. Ja. No, te pa še da Ježeka, ko malo mogoče približava. Ja, sem ne možel tega. Ja, Tanja. Tebi so pa ti bi što štela, kaj si želel. Ja, dobro. No, šmo to. Ko malo narediva še lušta za otroško poezijo. Veliko. Mislim, jaz sem že, samo moram poiskati. Mora biti zraven. Kaj je svoj posvet? Ježek in družica. Kako žensko šti, to je važno. Moče to še. Te pa probojva, no. Pa te v zaodori me lejko pošimpaš, ne. Nekako. Ježek in družica. V noči, ko je mesec mlad in se v krošnjah greje, se z vetrom, ki je dan umil, srebrni mrak prismeje. Pod staro hruško, poln strahu, ježek se prikrade. Za njim stopica družica in čakata, da pade. Sladki sadež, hruškica, debela in rumena, da jo v brlog odneseta, dokler ne sega sneg že krepko čez kolena. Zares so sladke, boljših ni. Škorec ju pozdravi in nekaj mravelj pohiti, domov v mehki stravi. Zares so sladke, boljših ni, ponovi še ježek in izbranki podari svoj navihani nasmešek. Potem v gozd se vrneta, plaha in previdna. V daljavi samo sveča tli in zdaj sta spet nevidna. Tako je to. To sem poščel, ko sem ga že imel nične zametke, ko sem pozabil povedati, ko sem tudi kontrabante imel eno skupino Ne pridi prav, otroške in tam sem jim 2-3 pesmi napisal, pa sem pravil, zakaj pa ne. Zakaj pa ne, če imam časa, ko sem v penzi skoro. No, vsekakor se veselimo, da boš imel vse 3 te znova povaben, ko narediva še en večer. Za Gnes pa se ti, Karel, zelo zahvaljujem, ko si se odzval, ko si prišel, ko sva kakšno rekla, ko si podelil z nami tudi svojo poezijo, staro, novo. Mislim, ko sva nekako fajn zaokrožila te tvoj opus dosedanje in ko pač seveda lejko štartaš pa dalje, ga ti želim pač, ko uresničiš res nazaj te načrte, ko Tako, 2/3 so končal. Ja. Zdaj za otroško poezijo je tako, da niso še dobrega ilustratora in to, in pa tudi več kot 36 do 40 pesmi pač otroki ne treba dati, ampak se mora zapomniti tako, to da tudi ga sem dečko, kar je rad piše v zime. zime. Poletje me tako predrami, ko nikam ne namerno pisati, samo hodi gledati. No, se zima prihaja, ne? Ja, tako je. Tako, ja, dosti sreče, pri pisanju, ti želim pa seveda uspeh še naprej. Tako je. Bi še kaj povedal mogoče? Ja, ne, to je to. To je to. Dobro, te pa se vidiva. Okay. Dragi gledalci, gledalke, vam pa z Karlom tudi želiva en prijeten večer in moram mogoče še omeniti, da je še kakšna 2 tedna odprt, oziroma ne 2 tedna, en teden odprt še naš natečaj, splet besed, tako da, če imate kaj pripravljeno, lahko hitro še pošljete, drugače se pa vidimo spet čez 2 tedna v naši oddaji Splet besed. Nasvidenje.